Živijo, moje ime je Miha in vi poslušate podcast V steni, podcast Planinske zveze Slovenije. Skupaj z gosti se bomo podali na različne plezalne in gorske pustolovščine, podoživljali in delili močne in pristne zgodbe. Zdaj pa prevežte se na vrv, dvojno se preverite in stopite z nami v steno. Čaka vas avantura. Rok je odrastel na pragu Julijskih Alp. Pri 13 je že plezal velike alpske stene, pri 15 je že smučal strme snežne vesine, pri 17 je že šel na prvo himalajsko odpravo. Vse skozi je veliko plezal in smučal, ter redno hodil na alpinistične odprave po celem svetu. Med drugim je leta 2002 splezal novo smer na Majlo Rišinko v perujskih Andih, leta 2005 je splezal Kazarotov steber na patagonski Fitzroy, leto kasneje pa prvenstveno smer na neosvojeni 7070 metrov visoki Janak Čuli v nepalski Himalaji. Leta 2012 je zaključil šolanje za gorskega vodnika z mednarodno licenco in kmalu zatem ustanovil podjetje Vertical Adventure Slovenija. Rok je eden redkih gorskih vodnikov v Sloveniji, ki se je specializiral tudi za heli skiing. Kot gorski vodnik je pri takem načinu smučanja vodil po Alpah, na Švedskem, na Aljaski ter zadnja leta v gorah Albanije, kjer je bil tudi eden izmed soustanoviteljev in vodilnih gorskih vodnikov podjetja Heliski Albanija. Z bogatimi izkušnjami pri smučanju v gorah, dolgoletnim resnim alpinističnim stažem in z delom kot profesionalni gorski vodnik je postal eden vodilnejših strokovnjakov v Sloveniji na področju plazovne varnosti in pri ravnanju ob sprožitvi snežnega plazu ter eden najizkušenejših poznavalcev plazovne opreme. Z nami v steni tokrat predani gorski vodnik, velik ljubitelj narave in aktivnosti v naravi, eden najizkušenejših slovenskih smučarjev v gorah, strokovni Rok Zalokar. Kje si bil zdaj za vikend? V Avstriji. Kaj si počel? En dan sem vodil freeride na smučišču, en dan pa na plazovni delavnici. Kje pa? Freeride? Tle, Salzburgerland. Tle okrog smo bili, okrog Obertarna, Cauchensee. Majo dosnega? Tam je sneg zdajle, ker ga ni odpihano, tudi je pihal, tako da. Dol v gozdu not, pa to je super smučarija. Še zdajle ga bo še 20 vrgal, pa bo še boljš. O, pa top. Ja, pri nas, ne, zdajle smo v času božičnih praznikov, na začetku teh, pa tako želenega snegca še ni, ne? Ja. Toliko, kakor bi si ga želeli. Zdaj bi bilo pa fajn, da še pride počas. Zdaj pa bolj. Čeprav so neki govorili, kako bo Božič bel. Ampak še pred tem sva se majčkeno klicarila, pa tudi nekje bil. Ja, sem bil pa v Makedoniji. To pa zadnjih 6 let, kar velik del zime preživim na Balkanu. Tako majčkeno sem se zaljubil v te hribe, v to kulturo. Celi družini paše tudi, da za kakšen mesec gremo dol. Sem pa že 3 leta delam izobraževanje za firmo dol, za Share Outdoors, to so fantje iz Makedonije. Tako res fajn družna. 2 fanta sta v bistvu to ustanovila, pa naredila en tak zdrav okolje, da mladina tudi vidi prihodnost za to, da ostanejo v Makedoniji, da vodijo polet, pozim. Jaz jih izobražujem za smučarijo, za turno smučarijo pa za kecki, da smučajo z ratrakom. In tako je v 3 letih po en teden skupaj preživimo, se pravi 5 delovnih dni od 8 zjutraj do 6 zvečer delamo vsak dan. In tako je zelo lepo videti, s kakšnimi očmi oni zdaj že gledajo na hribe, koliko znanja imajo, tako so kar na mestu fantje. Tako majčkeno čisto druga tema, ampak ko sva z Majo hodila na te neke drajtulaške tekme v Srbijo,
pa so tam tudi ti neki fantini, punce tudi probavali plezati. Ne. Tako so imeli nek tak drugačen žar v očeh, Ja, ki ga pri nas, da nam je to že preveč Zato, ker je nadohvat v roke. Ne. vse je na pladnju pri nas. Ja. Ja. Tam so pa s neko tako pristnostjo se vsega lotevali. in tako. Ja, je. Je en tak občutek, je, da je glih to, ko si rekel, da niso stvari tako lahke za dobiti, pa Samoumevne. Ne. odkriva se, pa tako, dober vibe je. No. Tako zdaj se bom malo hecel, ne, ampak za Makedonijo bi rekel, pa tam raste paprika, ne, Ja. paradižnik, kakšna turna smuka. Ja, Tam je 100 stopinj skozi. ja, sej, Albanija tudi, Kosovo isto, a ne. Grčija, meja Makedonija, Grčija, pol Bolgarija, a ne. Tudi zdaj s temi klimatskimi spremembami, kar se sliši čuden, a ne, ki so bolj južno od nas, dobivajo več snega, kot mi doskrat, a ne, določene regije. Tako Ja, vse to poznamo. ja, zanimivo. No, sej ne nazadnje, ne, tudi včeraj malo posnežil, pa je bilo v Kočevju več snega, Ja. v Ratečah, recimo. Ne. Ampak daj mi malo piš te hribe, recimo, konkretno zdaj v Makedoniji, ki si hodil. Tle Makedonija, ne, to je ta starogorstvo Šarplanina, ki se začne pri Ljubotenu, pa pol dol tam proti Ohridskemu jezeru razteza. Ne. To je staro erodirano magmatsko gorstvo, ki je narejeno za turno smuko. Ne. Saj Slovenci dol hodimo že od vekoma, odkar obstaja turna smučarija. Ne. In ta gorstvo Šarplanina razmejuje Makedonijo pa Kosovo. Ne. Pol gre do gorstva naprej tako v Grčijo noter, na to zahodno stran so pa Prokletje. Prokletje pa mejijo, glavni del je Albanija, Črna gora, pa en del gre tudi v Kosovo noter. Ne. To je pa apnenc, dolomit, je pa tako, hribi so bolj podobni dolomitom, če bi na brzino pogledal. Je pa predvsem ta črnogorska stran zanimiva za turno smučarijo. No. Pa imamo pa še Bogičevo, Durmitor, te stvari v Kolaš in v Črni gori. Tako. Zdaj sem imel srečo, smo leteli z avionom nazaj, sem vse tako iz zraka videl, čist noro. To povežeš mečkan skupaj na te hribe. Ja. No, sej, ko si letalo omenil, ne nazadnje tudi vožnja z avtom ni to grozno dolga zdaj, ne? Ne, pa te letale avtoceste, ki je zrihtana, pa nikakor ni avtocesta, ki mi poznamo, Miha, za delati v Šamonik, moraš prečkati Milano, a ne? Ja. Tle ni te živčnosti. Sicer mi se šalimo se, kadar gremo na družinsko potovanje v Grčijo, da je na čase, kot da bi Aleksandar Veliki na konju jahal, gremo večkrat takole, ampak je čisto redno. Ja. Kako pa je nasploh, ne, praviš, da ti tam izobražuješ, usposabljaš to ekipo. Kako pa je ta nek koncept turne smuke kot neke turistične, ne, gorniško-turistične destinacije sploh razvit? Jaz probam tudi majčkrat sugestirati, ne, fantom dol. Ker glede na to, da se z gorskim vodništvom ukvarjava zdaj že več kot 10 let, ne, majčkrat po svetu hodva oba dva vidva, kakšni so trendi, in sem jaz rekel že par let nazaj, glede logistike, glede trendov, glede iz okoljevarstvenega vidika, naj se fokusirajo na turno smuko. Ker je tako, oba dva veva, da je super dejavnost, kar se tiče smučarije v vodniškem poslu, je tudi najmanj zahtevna, kar se tiče odločitev na terenu, v primerjavi s freeridom ali pa heliskijem, kjer se veliko hitrejš moraš odločati. Hitrejš narediš napako, pa tu ni smučari, pa hodimo počas, to se da sprot preverjati. Pa egzotika je, ne, dol. In jaz sem samo pravim fantom, vi ustrajate tukaj, prihodnost imate, sneg imate, ker je ta glavni, hribe imate za to. Se pa tudi zdaj počasi infrastruktura dol razvija, ne, tako da se mi zdi, da imajo prihodnost. No. A je tam tudi kaj koč? So. Planinskih? Na Šarplanini so, v Prokletijah na albanski strani ni pa nobene, recimo. Ne. In odkar so spet dol prisotna, to sodelujemo zelo tesno z Ministrstvom za turizem pa to. Ne. In oni imajo priložnost, da bi
vse te napake, ki so se zgodile v Alpah, da bi se iz tega kaj naučili. Veliko sem jim probal sugestirati, realnost je pa drugačna, se pa pod mizo tam dogajajo stvari s kuverticami pa tako da. Bomo videli, kako se razvije. No? Kako pa je nasploh, recimo, zdaj, če glede na to, da bi v Makedoniji, pa boš pol tudi z Albanijo še povedal, ampak koliko je ta nek koncept tovrstnega turizma sploh aktualen za tisto skupnost tam? Tako iz vidika države ni. Fantje tukaj so se pa sami zavzemajo za to, da se je naredil nacionalen park, da se regulirajo stvari, da se omeji število ratrakov, da se zapre območje, kjer je glavni vodonosnik za to področje. To je čist njihova iniciativa. In oni imajo vizijo, lokalna skupnost tudi, ker tesno sodelujejo tam s hotelom na Šar-planini, a od države pa nikakor ni, tako da preko enega generalnega posluha, tako da se res borijo. In tle gre samo na Metoju pa Mički, to sta dva fanta dol, ki se res trudita, da ta kolesje naprej vrtita, ker je še zmeraj majčkeno drugače pa pri nas. Za njih je Slovenija je paradiž, raj, kjer so stvari urejene. Zemlja moksna, kako je bil že komad. Ja, se je. Sej tukaj imamo dejansko. Ja, če se še premalo zavedamo. Ja, treba iti tako malo okrog, da se zavedaš, kje živimo. Drži, to, da si ti iz glavnega mesta lahko pol ure na smučkah, ali v 45 minutah, recimo na biciklu sred zime ali pa v plezanju, kakorkoli. To ni tako samoumevno sicer. Daj mi povej še to, Albanija, tam pa mogoče še malo več hodil zadnja leta. Ja, tam so pa s Petro so pa razvila od začetka do tega, da je bila svetovno prepoznana helijski firma, helijski posel. Se pravi, imaš helikopter, imaš gorske vodnike, imaš hotel, imaš postopke, katerim slediš v operaciji in tako, sliši se dokaj preprosto, ampak v bistvu sem se tega posla naučil, ko sem delal na Aljaski. In tako majčkeno drugačen pogled je. Mi da poznajo ta pogled IFMG gorskih vodnikov, tukaj gre pa za mehanizirano operacijo. Se pravi, da so neki protokoli narejeni za zelo odročna področja, kjer ti svojo ali z ratrakom ali z helikopterjem tudi pol svoje reševanje pa vse organiziraš. Se pravi, si vse v enem. Zaradi tega, ker si na toliko odročenem področju. In glede, da v Albaniji ne obstaja organizirana gorska reševalna služba, smo to mi vse te postopke sami razvili. In tako, en tak zelo dober tim smo imeli, gorskih vodnikov, plus pol imaš ti enega lokalnega fanta, nekega runnerja, ki ti dela te male stvari. Petra je skrbela za vse, kar se tiče gostoljubja, namestitve, te logistike. Pol smo imeli še enega fanta, ki je bil cel čas v pisarni, kjer smo imeli vodniško sobo z sprintanim zemljevidom celega področja, z reševalno opremo, kisikom, defibrilatorjem, nosili, vso plazovno opremo, vso opremo, kar so jo rabili gosti. In on je tam skrbel za to, da je vsakega vodnika spremljal cel čas. Kadar smo bili na dosegu z radij, si vsak spust, vsak pristank, vsak tam, kjer si končal svoj spust, si mogel sporočiti v bazo od vsakega vodnika, od vsake skupine. Kadar pa nismo bili na dosegu radija, smo Iridium komunikacijo uporabljali. Pa tako in je res smo razvili tako odličen vibe je bil v timu, zelo dobro so stvari tekle.
Jaz sem imel tudi plan, da 5 let to razvijam, pol pa prodam svoj delež, pa ali naprej delam kot vodnik, ali pa grem iz firme in to se je tudi zdaj naredil. Fantje dol, partnerji me niso prepoznali kot nek ključen element v firmi, niso uredili papirjev za to, da bi dobili, po mojem mnenju, najboljšega partnerja za to firmo in sem jaz preprosto po tem roku, ki sem si ga zastavil, sem rekel, Dovolj. ja, čau Miki. Čau, Miki. Ja, sej, Tako je v našem poslu, Miki. modrost je menda, da veš, kdaj nekaj Absolutno. spustiti z rok, ne? Če Ja. tudi je lahko to. Ja, če tako nekdo, recimo ravno te elefanti v Makedoniji, ne, ki me poznajo skozi cel ta proces, ko so bili kar šokirani, a ne, tudi majčka jezni, a ne, kaj se dogaja, poznajo tudi v zadnji celo zgodbo, ampak v našemu vodniškem poslu je tako, da ti rabaš zdrav okolje, da lahko dobro delaš. A ne. Ja. Ker veš, da na koncu ti imaš lahko najboljše protokole narejene, ampak na koncu je človeška odločitev. a ne. Tak bo naredila razliko, ali imaš ti najboljši dan na smučeh, ali pa boš v našem poslu v helikopterju imel 5 mrtvih ljudi. a ne. To so dejstva. In pri tako resni klienteli, tle se sploh ni bilo dileme. ne. Pejva zdaj na začetek tele, recimo, Helijski Albanije, ali pa mogoče še majčkeno bolj nazaj. En tak krajši uvod, da se ne bi rad preveč oddaljil od tega, ampak ti si od 2012 gorski vodnik, potem si pa zelo veliko časa ravno v smučanju, ne, že prej si veliko smučil, s tem bova še kasneje. Skratka, ti si imel kar nekaj izkušenj že od prej z Helijskingom. Daj majčkeno mi opiš mogoče neke prve izkušnje, pa kako se je pol ta tvoja evolucija do Albanije razvijala, ne? Ker vem, da si ne nazadnje tudi pri nas, ne? Na Stol ste letali, po Švedskem si hodil, ne? Tam ste letali, pa si šel na Aljasko delati. Majčkeno mi to obdobje opiš, preden si sploh prišel v Albanijo. Se pravi, takrat, ko sva s Petro začela Vertical Adventure Slovenija, sva rekla, da bova naredila nekaj odmevenega, mogoče malo kontroverznega, zato da se sploh sliši od naju. Takrat, če se spomniš, od gorskega vodništva v Sloveniji nikakor si nismo mogli predstavljati, da bi živel, ker ni obstajal ta del posla pri nas. In sva naredila ta helijski, mislim, da je 2-krat prej pelal Klemen Gričar, da je odletel na Stol. Mi smo pol majčkeno večkrat to naredili. To je bil moj prvi stik s helikopterjem. Pol ko sem delal v Šamoniju, imamo gorski vodniki apero na kočah, sem na Gotjeju na bajti med aperojem šel do vodnika z največjo brado, začneva debatirati, mi pove, da je iz Narvika na Norveškem, da dela v Riksgranu, sem rekel, saj, ko sem se pelal na Lofotek, sem imel eno skupino za voditi, sem pa videl tam helikopterje parkirane. Je rekel, saj tam tudi delam, če hočeš ti dan kontakt, mi da kontakt, pišem Andreasu Bengstonu, dobim službo na Švedskem in to je izgledalo tako, da sva šla 1 uro pa pol malo čez Google Earth, pa mi je pokazal, da ne spuste. Pa pridem gor, pa Andreas nekam mogel iti delati, jaz sem pa tam hodil. Te je vrgel v globoko morje. No, na Aljasko pol sem pa, to je bilo pa čez nekaj let, se spomnim, vodil sem Eiger takrat Mitelegi, pa mislim, da smo bili na klimatizaciji v Aroli tam v hotelu, se rehidriram, stretching delam, se veš med sezono, gledam majčken telefon in mi piše nekdo na Facebook, če bi delal na Aljaski za Helijski, in sem rekel ja. In tako sem pa pol odšel na Aljasko. Takrat je bila kar zahtevno zimsko sezono sem imel. Delal sem po Alpah, tako slaba zima je bila. Programe smo spreminjali, se spomnim, sem naštudiral ski safarija, freeride, Dolomite, par stvari nisem poznal.
in smo čakali nek sneg, smo odpovedali, sem šel v Arlberg, preden sem šel na Aljasko. Tako v Arlberg pridem nisem sploh vedel, kje sem. Tam v trgovini kupam vse vodničke, cele noči sem študiral. Tako, 3 dni v Whiteoutu smučal, pol zaključam ta Arlberg, pa grem direkt na Aljasko delati. Tam smo pa imeli 4000 kvadratnih milj. In je pa pola to sem hotel povedati, če imaš iz našega posla te izkušnje, da ti na pogled si sposoben voditi nek freeride, se pravi, da ti nisi bil tam še nikoli, da pridobiš te izkušnje, da z informacij od prijateljev, ki delajo tam. Če se znaš te stvari pripraviti, ti pol nek helijski ni toliko težko voditi, ker letiš v dobrem vremenu, v ta visok alpski teren, kjer ni dreves. In tam imaš ti dejansko, 20 sekund časa, ki letiš na linijo, da naštudiraš te varne točke, pick-up, kje boš pristal, preskeniraš, kar se dogaja na površini snega, za plazovno varnost pa tako in je. Mislim, da da z dober helijski vodnik je ravno ta konglomerat pomemben, te predhodne smučarske izkušnje, dober izobraževanje, pa med tem, ko odraščaš skozi vodniško kariero, da imaš tako par teh izkušenj. Mislim, da je v našem poslu je en ta najbolj zahtevnih vodenje helijski. Ja, ker v osnovi dostakrat, ko greš na turno smuko, tudi če nisi vodnik ali pa ne vem, kako izkušen, ne greš navadno tam, ko bo smučil, greš od gor, oziroma najprej greš gor. Ali pa narediš samo en spust. Ali pa samo en spust narediš. Jaz sem jih pa največ v enem dnevu naredil 18, to je 11.000 višinskih metrov. In to ne samo, da spreminjaš usmerjenost hriba, se pravi od vzhoda do sever, jug, zahod, ti tudi regije spreminjaš, kjer je drugačna mikroklima. In moraš biti na prstih cel čas, ampak tudi to je majhen čar tega posla. Tako, ti v timu noč sodeluješ med vodniki, ti drug par oči od pilota, z njim tesno sodeluješ na vsakem pristanku. To morate vedeti. Pilot na helijski, to je najbolj zahtevna stvar, ki jo lahko delaš v aviaciji. On na velik dan naredi 120 pristankov v sneg. On vozi vse na roke, tle ima ciklik, tle ima kolektiv, repan rotor ima na pedalih, prpetje usedeš, on čuti vse vibracije. In on, ko leti v pršič noter, njega zasuje in rab neko referenco od spredaj, in to vodnik vse pripravi. Tako, to zelo dobro teče, noro dober občutek. To jaz moram priznati, da nisem nikoli bil na heliskiingu, ne kot vodnik, ne kako drugače. Pa je zelo mikavno. Tudi jaz bom zmeraj manj. Ampak recimo, vseeno si pa predstavljam, da čist brez priprav pa ne more iti. Nikakor. Da mi malo opiš, ker vseeno verjetno morate kar dobro premisliti, kam, kdaj, kako, kaj smučati. Ja. Kako te priprave mogoče najprej iz tvojega stališča izgledajo, preden je pol še pripravljaš svojo klientelo, kaj se bo dogajalo. Ja, zdaj recimo letos grem delati na Islandijo, sezono. Čistko, da si majčkan odpočijem od te Albanije, kjer sem več vlog upravljal, se pravi, to je bil 14-uren delovnik vsak dan. Na Islandiji bom samo gorski vodnik, česar se zelo veselim. Predvsem zaradi tega, ker je nekdo od fantov, s katerim sem delal na Aljaski, tukaj skrbi za varnost pa za izobraževanje celega tima. In tle zgleda tako, da jaz pridem v marcu za 7 dni gor, in imam samo izobraževanje, kar se tiče postopkov, vodenja, reševanja. Predstavljam mi celo filozofijo firme, tam, kjer so nastanjeni gosti, kjer smo mi, se pravi, čez vsak korak operacije greš skozi. Poleg tega se pa iz našega vidika, vodniškega, se pa spremlja skozi snežen profil že zdajle gor.
z vsako padavino pa to. In to je del, ki ga upravlja direktor za sneg. To je eden izmed gorskih vodnikov, ki ima veliko znanja o snegu in on ali odleti sam na teren, ali skupina v glavnem dela snežne profile, teste, vod to zgodovino in sodelujeta z glavnim vodnikom. Glavni vodnik je ta glaven za logistiko, določita regijo, kjer se operira na tisti dan, določita, naredita svojo tudi plazovno varnost, ti imaš neko generalno plazovno napoved, imaš verjetno, ampak delaš pa tudi sam svojo za to regijo. In ti zjutraj imaš polk, se enkrat začne delati, imaš ti zjutraj sestank, 1 uro pred zajtrkom, direktor za sneg ostane 1 uro ali pa pol ure prej, pripravi ali digitalno tablo, ali napiše na tablo, kaj se je dogajalo z vremenom čez noč, kaj se bo dogajalo čez dan, kdaj predvideva okno za leteti, katero regijo predlaga, največje nevarnosti ta dan, kaj lahko predvideva glede na varnosti iz vremenske napovedi, plazovne napovedi, ti to predstav in pol gremo skupaj s pilotom, ko pride pol cel tim pa vsi vodniki, gremo čez plan, določimo regijo, kako se bo operiral, ostali del stafa pa more pripraviti, vso hrano za v helikopter, pa tako, da se tudi po skupinah ne zmeša, da smo brez glutena, pa vegani, pa tako, vsi mali detajli tlele morajo delati. Pol pa, ko se preleti nazaj, ko se odsmuča, pa ko si na terenu ponavadi, je pa še en sestank. Vodniki, pilot, gre pa samo skozi cel dan se gre, pogovori se, zmer se izpostavi, kaj bi lahko se delali boljš, če se kjermu kaj ni zdelo v redu, pa govori se veliko v skupinah, ki jo vodiš. V skupini se zmer določi od klientov tega, ki je najboljši smučar, najboljš posluša, njega se porabi kot drugega vodnika včasih, Izpostavi se pa tudi te ljudi, ki predstavljajo nevarnost, ali so slabi smučarji, ali ne poslušajo, ali ne slišijo, Tako da, ker vodnike majčkeno menjamo med skupinami, zato da, čisto zaradi same dinamike, zato da smo vsi tudi glede tega pobrifani, pa tako. In to je dan po dan, Največ delaš pa takrat, kadar ne moreš leteti, kadar ni vremena, Ker treba goste zabavati, takrat se pa zares del začne. Tako bi rekel, da v moji ideji, kot sem že rekel, ne poznam tega, ampak da je to v stališča vodenja ena najtežjih oblik dela, ko govoriva o smučanju. Ker turna smuka, če si predstavljava, greva na neko turo, ocenimo, razmere so take pa take, ne bo šlo, se obrneš, greš nazaj. Ali pa nekaj drugega zaviješ. Neka smuka izven urejenih smučišč, off-pist, freeride. Če vidiš, da je nekaj, se lahko vedno nekaj, ali nam rekel, obrneš, odsmučaš ven, greš nazaj na smučišče si. Tukaj je pa tako, se mi zdi, zelo kompleksno, ker je toliko enih elementov. Je pa po drugi strani dobro to, da mi veliko vodimo sami, ki si v Alpah. Ti si sam, sicer imaš reševanje več ali manj skozi, zdaj če uporabiš InReach, ti lahko s kjerkoli pokličeš zdaj za reševanje, tudi čez brez signala. Na heliskiju imaš pa ti cel tim skozi okrog sebe. In meni to včasih večjo varnost predstavlja, kakor pa v Alpah delati sam. Ja, drži. Včasih posvetovati se s kom, pa tako lahko si ti samo v Lep Blanšu na en slab dan, malo je megla, ti v eno razpoko not padeš, goste ne bodo vedeli, kaj narediti. Tle se pa točno ve, kje si. Pa še tisti del, tisti del, ki je najtežji v bistvu pri vodništvu. Iti ali ne iti, levo ali desno, gor, dol. Ta decision making, koliko ti je lažje, če sta dva, pa je takoj, če misliš že koliko se veliko veš, nam rekel vse. Ti pol, kolega zraven tebe, takoj še en aspekt. Imaš prav. In je že lažje se potem bolj pravilno odločati. Ker tle dejstvo je, da delamo v snegu,
edina stvar, ki imamo 100% v snegu, je to, da nikoli ne vemo vsega. Ja. Ne? Poleg tega pa zelo hitro lahko razvijemo slabe navade pri vodenju v snegu. Ker 95% časa se ti ne bo zgodilo nič. Mi smučamo v nestabilnem snegu, napačne odločitve sprejemamo, ampak se nam nič ne naredi se ti nesreča in ti začneš te vzorce slabe razvijati. Tle, če imaš pa ti 5 ljudi, bo pa en te majčkeno ustavil. Ja. To je dobra stvar. Tle. To je res zanimivo in to je res dobro. Če sem jaz zdaj en XY, recimo, jaz bi pa to šel, ne? Pa še te imam zdaj 5 badjev, sem jim že omenil, vsi so za, pejmo, ne vem, kamorkoli že na nek heli-skiing. Kaj bi mi mogli vedeti, ali pa koliko bi mogli biti mi pripravljeni, da smo recimo, pa boš ti povedal, kaj pomeni biti zrel za en tak tedenski, recimo, izlet. Prvič to, da si lahko finančno privoščiš to, ne? Ker ti moraš reči, lahko greš na Aljasko za en teden, pa sploh ne boš smučal. Ti už dobil nek denar nazaj, ampak ne pa vsega. S to mentaliteto moraš iti, ok, če se bo zgodil, bo to mogoče najboljša smučarija, kar sem jih imel, če pa ne bo, bomo pa tam majčkeno uživali v hotelčku. Prvo je to. Druga stvar je to, da ne glede na to, kakšen smučar si, je fajn iti skupino, v kateri imate isti nivo smučanja. Ja. Da ni en slab, pa en ful dober, ker pol se vodnik zelo težko prilagaja temu. In je majčkan pride tudi med prijatelji včasih malo do trene. Ja. Se pravi, da je enako znanje v skupini za en helikopter. To pa pomaga, da si fizično pripravljen. Ker takrat, ki je dober dan, na Aljaski smo zmeraj rekli, če imaš plov nebo, ga smučaj, kakor da je tvoj zadnji v življenju. Se pravi, do takrat smo imeli protokol, 1 uro pred sončnim zahodom v bazi, ampak dokler gosti zdrži. Kot mulci, ki smo bili starši, ki so nam karto dali za, ne vem, Kranjsko goro, do ta zadnje. Absolutno. Polk je mu že tulu, dost ne, še enkrat. Ja, to si predstavljam. Ne. Sploh, če je res faktor vreme, ker naslednji dan je pa lahko. Ja, se veš sam, kako je. Tudi vremenskim napovedim na kakšno sezono zelo težko zaupamo, glede teh klimatskih sprememb, ki se dogajajo, tako da treba izkoristiti. Tako, zdaj pa, če greva nazaj v to Albanijo, sem že prej rekel, kaj raste v Makedoniji, ok, pa si lepo razložil, v Albaniji so hribi in imajo sneg. Kako sta sploh prišla, oziroma ste, če se ne motim, vas je bilo na začetku več, sploh prišli do ideje, da bi tam organizirali zdaj heli-skiing. Tako se sliši zelo futuristično, Albanija, heli-skiing. Ja, to je ta partner, s katerim smo štartali, pa s katerim je pol tudi prišlo do tega razkola. Ampak če ne bi bilo njega, ne bi mi prišli dol, ne bi spoznali vseh teh ljudi, ne bi videli regije, tako da še zelo sproščeno glede tega govorim. Pa tudi po en stran sem hvaležen za to, da se je vse to zgodilo. In on je bil agent za Teton Gravity Research za ta del Evrope in so, en let smučali v Črni gori, na Hrvaškem, na Kosovu. Plan je bil pa tudi, da se naredi heli-ski v Albaniji. In ta let, ko so ga naredili, predtem je prišel do mene, če bi to stvar skupaj štartali, tudi če bi bil jaz vodnik na tem snemanju, s tem TGR-om. Sam sem takrat delal na Aljaski, tako da se tega nisem mogel udeležiti. In je rekel, jaz imam plan, jaz imam idejo, da se to štarta, ne znam tega, tebe pa vidim, da imaš te izkušnje, če si zagreva v to 50-50 in tako smo štartali. Naslednji let je bil prvi komercialen heli-ski v Albaniji. In feedback udeležencev dober, stvar je rasla. Ja, tako na začetku, ko smo naredili en tak trening teden, na katerega smo povabili te naše sponzorje, s katerimi sodelujemo, pa prijatelje, pa tako, tudi z Aljaske so prišli na tisti teden prijatelji. Jaz sem hotel čim bolj mešano družbo zbrati tja, ampak s tem, da imajo izkušnje iz smučarije,
pa da mi oni s svojimi očmi povejo, da je tle dobro, ni. Ker ti si malo emocionalno v to vpleten in lahko drugače vidiš. Ja. Ampak vsi so bili tako presenečeni, koliko je dober, tako da sem rekel, ok, to je to. Se bomo pomatrali za to, da to razvijem. Mogoče še čist, da si bomo lažje predstavljali tisti, ki še nismo bili v teh gorah. Saj si rekel, malo zgledajo kot Dolomiti, malce nižji so, ne, te gore? Ja, tle, kjer smo mi lahko leteli, mislim, da je 25 vrhov nad 2400 metri, to je kar nekaj. Najvišji vrh je 2700 metrov, ima jezerce. Je pa posebnost mogoče to, da se zelo hitro se spreminjajo hribi. Od tega tudi recimo za skalo plezati. Ti imaš 300-metrske idealne puči imaš na enem mestu, pol imaš tle v dolini Tet je 900-metrska stena, so sta dve smeri noter navrteni, en 6C pa en 7A zdajle. Ampak to je perfekten apnenc. Pol greš pa recimo malo proti Kosovu ali pa na jug, pa imaš te dolge planine, čist tak lahek teren za smučati in mogoče je to največja lepota tega, da imaš od strmih sten, kuluarjev, zelo takega zahtevnega terena do takega zelo laga, na takmu majhnemu mestu. Sneg. Podoben našemu, recimo. En del je podoben tako temu kaninskemu delu, če pri nas gledal. Zaradi tega sem tudi imel direktorja za sneg, Italijana, da je imel več izkušenj s tem sneženim profilom. Pol pa bolj greš na zahod, bolj je podoben temu le našemu, ki je tako neki vmesen ta obmorski snežen profil do kontinentala. Se pravi, se je kar spreminjal. Ampak ja, ga pa nasuje tudi. Ni pa to sneg, ki velja recimo za kakšno Aljasko ali pa... Se naredi na zelo dober dan, ampak tako, glede na to, da si blizu morja, pride ta mokra fronta in takrat ga res zalep ta moker sneg, tudi na te strme stvari, se tudi v tem filmu Teton Gravity Research se vidi. Tam Fabian Len smuča eno linijo, ki je tako 50 stopinj, pa je pol metra pršiča. Až jim pride pol hladna noč in ti ga usuši, tudi od zgoraj noter. Zato, ker ima pa toliko vlage, ker je iz morja pršel, pa od spodaj drži s starimi vezmi. In je recept za to. Je pa dejstvo, da si toliko dol na jugu in se na sončnih straneh se ta pršič spremeni v parih urah. Hiter, ne? Ja. Se začne topiti, pa drug dan je pa... Ja. Pa čez noč 80 na uro vetra, pa se pa že... Pa skorica in sam to je veselica. pa realnost v našemu poslu zadnje čase, se sam veš. Ker ravno to, ena bistvenih stvari pravzaprav pri kakršnem koli smučanju v gorah je pa zavedanje o lastni varnosti oziroma recimo temu nevarnosti plazov. In to, kar si že malce omenjal, poznavanje in razumevanje aktivnosti, reliefa in pa snega, in posledično potem možnosti še skupaj z vremenom, nevarnosti plazov, to je pa ena ključnih stvari, ki pri kakršnem koli smučanju v gorah ne gre. Ali pa pri plezanju. Ali pa pri plezanju, ja, seveda. To je pri nas je, tako jaz sem včasih tudi, v enem obdobju sem kar dosti plezal, in mi takrat nismo več razmišljali o plazovih. Nobenega vzpona v Himalaj ne Ja, narejenega, če bi skozi te oči gledal. Ampak ja, je tako, zdaj gledam na sebe, to je odraščanje. Tako, ko se snežen profil spremenja, tako tudi mi odraščamo skozi to in je vesel sem, da sem to malo bolj divjo smučarijo, pa bejs, pa ta leta, ko sem plezal, da sem to doživel,
zaradi tega, da sem miren glede tega, ampak to doživljam kot moj prejšnji življenje zdajle. Zdajle v vodništvu lahko veliko bolj mirno, trezne odločitve dobre sprejemam, se mi zdi, a ne. Zaradi tega, ker sem ta svoj moški testosteronski del doživel. In preživel, ne? Ja, in preživel, a ne, in tako, ker je in vodniki in tako moški predvsem imamo skozi en tak podzavesten pritisk, se mi zdi, a ne, ta psihološki del je tlele zanimiv. Ali se dokazujemo v skupini med sabo, ali socialnim medijem, ali pa kot vodnik zaradi tega ekonomskega dela ti skozi čutiš, tudi če se tega zavedaš, ampak imaš nek podzavesten pritisk, da boš gostom dal čim več, a ne. In tle se mi zdi, da se lahko hiter zapleta, ne. Tako zanimivo je, bral sem zdaj, ko sem se pripravljal na sezono, eno statistiko parih let nesreč iz Amerike v plazovih, a ne. Tako moški od 16 do 50, pa 2 ženski, ki nista sploh imele pojma, kaj tam delate, se pravi, nista imele nobenega znanja od snega. A ne. Se pravi, se ima čista nesreča naredila, a ne. Ostali so bili pa moškega spola, a ne. In ja, to je zelo dobro se tega zavedati. Ja, bi si lagali, če temu ni tako, ne. Ja. Zdaj sem se spomnil na eno zgodbo, enkrat od enega angleškega gosta v Šamoniju, ki je bil pa vojak in se je ukvarjal z deminiranjem, ne. In je tudi kaj po Balkanu hodil, po Afriki, ne vem kje. In je razlagal eno zgodbo oziroma prakso celo, ki mi je bila zelo zanimiva, ker ravno o tem govori, ne. Koliko pravzaprav žensk na tem področju je bilo veliko bolj uspešnih kot moških, ne. Koliko moškim se je več nesreč zgodil. Ja. Žal so tam brutalne, ne. Pač. Ravno zato, ker so neki se hoteli, ja, sej pri nas tudi počne, dokazovati in tako naprej, ne, tam so pa lažji. Statistika nesreč žrtev v plazovih med korono. V Švici je umrlo 12 gorskih vodnikov z IFMG licenco. Res ali kaj? Ja, ki so za sebe smučali. Noro. Ja, noro, ja. Što pa nisem poznal tega podatka? Ne, v 2 sezonah. Ja. Sicer pa sej, ne. Tudi jaz vem, da imaš tudi ti že iz svojih nekih relativno začetkov neko prigodo z Viševnika, če se ne motim. Ja, to je bilo streznito zame. Ne vem, v osnovni šoli sem bil še, ali začetek srednje šole. Smučal sem z Viševnika dol, tle iz vrha, ki je ta kanal noter, naredim zavoj v desno, nad mano poč, tako metrska kremšnita pade čez mene. Takrat sem dojel, da grem s plazom dol in sem začel plavati, mi odpne smuči, pa me tako vrže plaz na stran. Pa se jaz nisem prav preč vznemirjal, imel sem pa sposojene smuči in me skrbel, da jih ne bom več dobil. Ne. No in pridem dol na plazovino, to je bilo tako 10 metrov visoko od spodaj, tam ugrabno. Ne bi imel šans to prežeti, tudi brez žone sem bil, brez lopate pa sonde takrat. In vojska je pa imela nek trening in tam so bili te inštruktori in tako so mi dali vedeti, da sem malinovski imel. Prekleto srečo. Se še enkrat rodil, ja. In pol se počasi začneš zavedati tega. Ker takrat tudi ni bilo toliko znanja, nisi mogel dobiti, kakor ga je zdajle, in je, tako smo mi gor rasli s tem, Hodili smo pa turno smučati od majhnega v bistvu, Ja, čeprav to, kar si prej razlagal o 2 življenjih, ne, verjetno tega, neverjetno, zagotovo tega danes, ne bi bilo brez unga prej. Ker tudi, da si ti danes toliko izkušen, pameten, odgovoren je tudi zato, ker imaš toliko izkušen od prej. In na tej ravni danes, kjer ti deluješ, ki pa tudi meni kot vodniku se zdi
ena najtežjih, pravzaprav glih zaradi tega decision makinga, gremo, ne gremo, ne, ker potrebuješ toliko znanja in izkušenj, če res nimaš tega, se enostavno tega ne moreš jeti. Saj ne na dolgi rok, ne. Ja, ja. In, sploh v našem poslu je fajn, ne vem, da imaš te izkušnje odprej. Plus to enkrat sem imela eno debato z enim vodnikom iz Finske. Fajn je imeti eno nesrečo, kjer si se poškodoval tudi. Ne vem, jaz sem imel to s kolenom, ko so mi 4 kirurgi rekli, da ne bom več mogel voditi. To zavedanje tudi, a ne. Poleg tega, da se ti nesreča lahko naredi, to zavedanje, da svoje telo uporabljamo za del, a ne. In da moraš tudi iz tega vidika skrbeti za sebe. No, to zihar, ne, je pa modrost tudi v tem, da se človek, če je sposoben se učiti na napakah drugih, ne. Ja. Sicer zdaj se bova začela malo smejati, ne, ker to je lahko tudi malo preveč papeško, ne, pa tako, ampak v gorah pa je dostikrat tako, da enostavno pri enih stvarih pa se moramo, ne. Ja, ja. Sicer so lahko, ne, pač stvari tudi. Pa se veš, ko je pri našem poslu, ki pride na vsake toliko časa, če ti preživiš 200 dni v hribih, pride do streznitve, a nek si zraven samo lahko prisoten pri nesreči, kjer je najslabši izid, a ne. To je za vsega, ker ne glede na to, kakšen si, je kar orank izkušnja, se mi zdi, ne. Ja, to zagotovo. Povej mi še to, kako recimo pa zdaj, ne, če sem prej rekel, jaz pa še moji badi smo šli zdaj s tabo in z ekipo na nek heli skiing, kako imamo vse, opremo, pustva zdaj plazovno opremo, imamo vso smučarsko opremo, vse tip top. Kako me zdaj zjutraj, danes, prej si rekel, si je šajba, helikopter že, no, ne še, ne, malo še traja, ampak kako nas zjutraj pripravite? Saj že, ko prideš tja, kjer je operacija, imaš en briefing, kar se tiče od načinov vodenja pa o varnosti v gorah tam. Pol vsak gost naredi tudi briefing glede obnašanja okrog helikopterja, pa v plazovni varnosti. Se pravi, skozi te 3 stvari mora iti vsakdo skozi. To se naredi prvi večer, pa drugi dan zjutraj. Pol se pa odleti ven in je tudi načeloma sploh ta prvi dnevi, če imaš ti prvi stik s skupino, da to niso gosti, ki se vračajo, začneš res z lahko stvarjo smučati. Ja. In tam se vidi pol. Koliko je ura? Ja. Pa imate tudi kakšen, a te goste tudi preverite čist fizično rokovanje z opremo? Ja. Plazovno, žavno, ostalo? Vsak gost gre skozi trening. Pri nas je bilo tako v Albaniji, zaradi tega, ker je bila majhna operacija, da smo v bistvu goste že skozi prvi briefing pripravili na to, da so del tima. Ne samo na to, da sledijo, ampak glede na to, da je to resna stvar, da tlele ni drugih možnosti reševanja, za en drugega skrbimo. In če bomo tako delali, kakor se zmenimo, bo za vse izkušnja veliko boljša. In je vsak gost, mogel probati žono, ki jo je dobil, sondo sestaviti, lopato, vse te stvari izkusiti. Ni bilo samo to, recimo v Kanadi so obstajale neke operacije, kjer gosti sploh ni bilo treba z nahrbtniki smučati. Imajo najbolj striktne protokole, pa vse, pa kadar je 3+ stopna, se sploh ne smuča pobočja z večjo naklonino od 30 stopinj, pa so vseeno imeli nesrečo. In pol je bil tam, 2 sta bila zakopana, edin z lopato pa vodnik. Super. Tako. Se mi zdi, da je zelo dobro, da se goste vključi, pa glede na to, da se jih vključi, če so gosti, ki se vračajo, vsak let več znanja. In tudi
s tem ugradiš svojo varnostno mrežo. Ne. To je bilo zanimivo na Aljaski. Enkrat sem vodil privat skupino, to so ljudje, ki si to lahko privoščijo. So 10 let so že hodili na to operacijo, za sebe so si vzeli helikopter, pa neomejeno število ur za leteti. In z njimi, ki si recimo, odlični smučari so bili, tako 100+ dni na let smučarije. Z njimi, ki si bil na resnem spustu na vrhu, ki si jim rekel, ok, fantje, pripravimo se, ročke vzune, smučamo brez paščkov, eden po eden, zdajle moja smučina bo ograja na desni, vi smučate levo od smučine, kjer se jaz ustavim, se vi ustavite nad mano, zadnji zavoj pred mano, lepo počas. Preden začneš smučati, ki jim rečeš, oči so na meni zdajle, glejte me, je bila pa njih tišina, pa vsi so te sfokusirano spremljali. In ti to doživiš, ko vidiš, tako dober občutek je, da imaš tudi od gostov, tudi gosti ti predstavljajo pol na konc varnost, da te bodo dejansko najdeli, skupali pa poslušali. Pa sej, tudi se mi zdi, da po večini so ljudje, ki grejo verjetno s tabo na heliskiing ali pa tudi samo na teden od koče do koče, recimo na neko turno smuko, so prišli tja, ker bi si imeli radi fajn, doživeli neki dobro smučali, hodili, pač tisto, kar pa še skupaj s tem početjem. Hkrati so pa po večini moje izkušnje taka, noben noče tam nam rekel umret, ker nočem dramatizirati, ampak nočem imeti nekih situacij. Absolutno. In včasih je to, da jim ti predstaviš celo stvar, pa zakaj danes ne to, pa da greš nekaj res, lahke stvari smučati, jim je veliko boljš, kakor da bi prišlo do kakršnega koli zapleta. Itak. Pustimo ob strani, da je tvoja, moja, naša, je to itak služba. Zato smo mi tam, da potem tudi neke odločitve sprejemamo. Ampak, če pomislimo pa iz nekega drugega stališča, tudi če se zdajle spet XY ekipca zbere, pa gre na neko turno smuko, tudi ni more biti, to je ena taka glavnih stvari, se mi zdi. Da ego pustijo zadaj, pa da gre da uživati. Kar je počas, sva rekla, težko, ampak če pustiva to ob strani, ne vem, zdajle je pri nas še ni dosti snega, slej ko prej bo, upamo, verjamemo. Navadno tudi je, če ne prej, polna spomlad zadnja leta, kar se tiče naših hribov. Ampak jaz tudi priznam, jaz letos še nisem smučk dal tja, kamor so sicer po zimi, še vse lepo nekje shranjeno, tudi za vso plazovno opremo. Zdaj jaz nek začetnik ali pa že izdelan turni smučar, kaj moram zdaj na začetku doma narediti? Prva stvar, kar jo zmer poudarjam, kar se tiče plazovne varnosti, tle ni nekje, da si začetnik ali pa, ekspert, ampak so zelo preproste stvari, ki jih mora vsak obvladati. Se pravi, te načini reševanja, tle ni nobene znanosti, ampak te osnove, to, da ti znaš zdrilati, to je to. Absolutno pred sezono to, da pregledaš opremo, na koncu sezone se da izžovne ven baterije, zdajle se da nove noter, te update je treba narediti, to, kakšni te vpoklici nazaj opreme, da ti ne greš žovno, ki se ti sama preklapla ali pa nekaj zaradi tega, ker nisi naredil vpoklica, to je fajn zrihtati. Opremo za smučati sprot zrihtamo, to vsi vemo, da je prva turna smuka je s suhimi dilami, pol doma namašiš, ki jih moraš. To počas, ampak to, da začneš pa počas vsako sezono. Greš zdajle na turno smuko, recimo v Avstrijo, ki je sneg, greš na eno stvar, ki je lepo 30 stopinj, maksimalen naklon in to je to, da ti ne razmišljaš preveč, pa da se ti bo včas nazaj vsi te občutki, pa to, da pridobiš. Pa meni osebno se zdi, zdajle recimo grem s hčerko smučati ali pa s prijatelji, to, ne rabimo veliko, da se imamo fajn. Sej,
greš s prijatelji, greš te malo hitreje hoditi, pa to zato, da je tudi neka fizična dejavnost. Ampak meni se zdi tu na smučariji najlepša stvar, ki jo lahko delam v hribih. Malo hodam okrog, nor ambient je, sneg je bil, moder nebo, malo piha. Ko, a ni to noro, samo da sem. A to zdaj pomeni, da se staraš, ne? Ja, Postajaš absolutno. star alpinist. Ne? Staranje je privilegij za nas. Tudi to je res. Ne? Ampak jaz se spomnim že pred leti na matičnem Ferajnu, so starejši alpinisti, zdaj sem jaz tudi v teh letih, ki niso več neki aktivno plezali, ker takrat kašna turna smo, brez veze, neki štamfa tam v klanc, mora biti stena. So pa govorili, najlepši del je pa turna smuka, recimo. Ne. Ja, super je. Ne? To je res. Sploh tako gremo, kakšen potovanje od bajta do bajta, meni se to zdi, a ni? Dobro živeti. Če je vreme, pa da ni preveč nevaren, pa da smo, tako kot si rekel prej, ekipa složni, mislim, poenoteni v smislu fitness, pač v smislu kondicije, pa smučarskih sposobnosti, to je res nekaj najboljšega. Ja. Ampak, če se vsem vrneva na tole plazovno varnost, jaz nekako vidim tako zdaj na hiter dve stvari. Eno je tisti del, ki ga more pač pravzaprav vsak obvladati, sploh pa tisti, ki so kao malo bolj vodilni, pustva zdaj najo kot vodnika. Ja. Kako se pripraviti, kaj narediti, da do plazu ne pride. To je ena stvar, druga stvar pa, če pa že pride, kaj narediti. In zdaj, če ta prvi del mogoče pustiva še, ti si rekel, za vikend si delal, zdaj v Avstriji si imel plazovno delavnico. Daj mi povej, kako recimo tvoja plazovna delavnica zgleda, kaj tam počnete, pa ne nazadnje zakaj. Najprej gostje dobijo 1,5 ure online izobraževanja, preden pridejo na delavnico, zato da imamo pol naslednji dan skoncentrirano delamo od 8 zjutraj do 3 popoldne. In zjutraj, ko se dobimo, pregledamo opremo, ponavadi gremo, če imajo gostje turno opremo, koliko zdaj v Avstriji, da 1 urco pohodiš gor, da prideš do tam, kjer je sneg, pa da lahko en orang profil narediš, pa tako. In najprej zjutraj, kako se žolna sploh nosi. Tlej, stvari so zelo preproste, ampak je potrebna disciplina. Se pravi, če imaš žolno na eni strani telesa, vse ostalo, kar moti na drugi strani telesa, če pride do zasutja, da ne pride prekrivanja teh kovin pa elektronke. Zdajle zadnje čase smo veliko bolj uvešeni z vso to elektronko pa opremo. In je poleg telefonov pa kamer, pa ne vem, recimo Manner politank so v alufoliji, pa power gelov, ki imajo tudi alufolijo not. Teh stvari ne smemo dejati, če žolne, če imamo kakšno floharco za šnopčka, tudi ne, da se pa pojavljajo še ogrevane rokavice, ki imajo poleg tega, da imajo žico v rokavici, pa baterijo, imajo še to baterijo zraven, pametne ure, ko smo v načinu iskanja, da ne damo žolno v to roko, kjer je ura, zdaj so pa še pametni prstani. Pa vrisce in... Ja, in je tako, kar nekaj discipline že tle pomeni. Se pravi, jaz se priporočam, da se nosi tle, zaradi tega, ker je, če jo nosimo v žepu, v hlačah, recimo, veliko bolj je izpostavljena mehanskim poškodbam, če nas plas odnese čez skale skozi drevesa, se to lahko tam razbije, pa dalje stran od naših dihalnih poti, ker prioriteta je to, da nas izkopljajo čim bližji glavo, pa očistijo dihalne poti, se pravi v teh prvih 15 minutah. In če je to žolna na nogah, je to dalj stran od glave. Te malenkosti, pol gremo pa na teren, sledi, ko štartamo od avta, preverjanje, pokažem način, ki se meni zdi najboljši za preverjanje vseh žon, gremo na turo, pol tam, ko začnemo plazovno delavnico, pa zmeraj gradim vsako fazo posebej. Ta prvo naredim, kako uporabljati žolno, preveč zasutih, zato da vsak gost pozna način, ga lahko aplicira
na vsak scenarij. To se tudi trudim, da ne podam preveč informacij, ampak podam eno preprosto, ki jo lahko za vse uporabljam. Pol naredimo snežen profil, pogledamo tako v zgodovino sneženja in tam se ljudem odprejo oči. Tole pa knjižnica sneženja, poglej te plasti noter noro. Zdaj smo odkrili v Avstriji globinski srež noter, pa sem jim pod lupo pokazal. Pa tako učiti majčkeno odpre, da je to en živ element, ki se stalno spreminja. In pol, ko to imamo še, naredimo ECT test, naredimo sondiranje, naredimo kopanje, in tle tudi, zdaj kot gorski vodnik, ti tudi poznaš 10 različnih metod za kopanje, pa tekoči trak, pa manuel genšvajn, pa ta priporočila, pa to. Ampak jaz probam ostati preprost, naučim en način, ki se mi zdi, da je v redu, ga lahko uporabijo za vse. In pol to sestavijo skupaj, ali na tem mestu, ali na poti dol, ko se vračamo do avta, pripravim par različnih scenarijev, kjer kot skupina rešujejo te plazovne scenarije, da je en zasut, da je 2 zasuta, dodajamo teče faktorje, pa če bi bil kdo že na delavnici, mu malo bolj zasulim, in po vsaki situaciji naredimo analizo, tako da tudi te, ki samo opazujejo te reševanje teh akcij, se tudi z tega naučijo. In tako pol nekako računam, da smo ob 3 par avtu. En tak celosten paketek. Ja, Instant pred sezono. Instant pred sezono. In tako tudi jaz sam pri sebi ugotavljam, da nam rekel, da moram zdaj jaz vsak let potrenirati z žolno. Ampak nekako se mi pa zdi, da v tistih začetnih fazah, ko sem jaz si nabavil prvo žolno, sem pa na začetku vsake sezone pa dejansko mogel malo več to v roke prijeti. Ker se mi zdi, da bi vsak posameznik pravzaprav mora svojo žolno res v detajle poznati. In tudi dobro je vedeti, tudi, kaj imajo ostali udeleženci, da saj imaš približno ideje, kaj je, pa da mačkam poznaš te lastnosti. Svojo žolno mora pa človek res tako poznati v nulo. Ko jaz srečo imam, da delam s Pipsom in pred sezono grem gor tam na izobraževanje, da mi to rjo odstranijo v teh 2 dnevih. In tam tudi samo elektronko pa software spoznaš v žolni in vidiš tudi, kakšne ogromne razlike so. Pa absolutno priporočam, če imajo stare analogne žolne, da se jih zamenja za nove. Vse to se mi drugače zdi, da tako v večini že zelo malo. Opremo imamo načeloma zelo dobro. Kar dobro, ne. Daj mi povej, ker si tok noter, ker si tudi rekel, si v tem s Pipsom sodeluješ. Nekje sem zasledil, da na področju tehnologije plazovnih žol nekih strašnih upgradeov niti ni več za pričakovati nekem, da pač zdaj so antenske žolne z kar sofisticiranim softverom, kjer so tudi displeji toliko doterani, da ta del od enkrat, ko se signal pri iskanju najde, relativno udobno v narekovajih pripelje potem nad, recimo, zasudga. A je temu res tako, ko spremljaš te stvari, malo bolj, kakšno je zdaj kakšna je zdaj tale zadnja, bom rekel, a so kakšne novosti? So, ja. Kaj je kaj tazga novega zdaj prodornega, uporabnega na tem področju? Je prišla ena žolna ven, od Pipsa tudi, ki je v bistvu ta prva, ki procesira signal za to X in Y osjo naenkrat. Ja. Če čisto na brzino razložim, do sedaj najboljše žolne so sprejele prvi signal, ga določile, da gre za tako dolžino signala. Ko so prijele drugega, so poznale periodo oddajanja in za tretjega so preklopile na to Y anteno, zato da so določile smer. Ja. To se je dogajalo cel čas. Zdaj pa prva antena prišla na trg, ki
celoten signal sprejema z obema dvema antenoma naenkrat. Se pravi, ko enkrat dobiš signal, ko dobiš puščico, je ta bam. Te res Direkt. udobno prpele. Daj mogoče še razloži, kaj sploh ta X, Y, pa še Z os pravzaprav po žovni pomenijo. Ja, to so antene noter, ki so v žovni, se pravi, ena od anten oddaja signal, ko pa preklopimo na način iskanja, se pa dve anteni oziroma tri vklopijo. Ravno zaradi tega, da mi dobimo smer signala, da je puščica na ekranu, ki nas pripelje do zasutega polja. Pa še zdajle revolucija je bila tudi narejena ravno zaradi teh motenj signalov v načinu oddajanja. To, kar so prej govorila, da ima žolno na eni strani, vse ostalo, kar moti na drugi strani telesa. Mogoče ravno za nas gorske vodnike, imamo včasih radio še zraven, pa cel kup elektronke imaš in zelo hitro lahko pride do prekrivanja. In ta žolna ima pa to tehnologijo, da to zazna, da pride do motne in pol s toliko močnejšim signalom oddaja, da pride čez ta šum. Glavno pri tem je, da prodre čez šum čez, da še zmeraj po standardu oddaja. In ne pride do motenj. Smo probali zakopati s kamerami, z lopatami. Zanimivo. Interference protection system, to je zdaj ta nova stvar. Pri Pipsu in ta žolna dejansko dobro dela. Bil je eno poklic zdajle, ker se je imel v procesu izdelave ta del, kjer je baterija noter majčken razširil za 0,2 mm in ni dobrega stika. Ampak so to zdaj rešili, tako da je kar revolucija, se mi zdi. Vidiš, pol ni čistko, ker sem jaz to nekje zasledil, nekje revijo. Še to mogoče pri teh antenah se mi zdi tudi zelo pomembna stvar je, da jih vsak lastnik svoje žolne, da naštudira domet te žolne, ki je sicer tovarniško v tehnika napisan, ampak se mi zdi, da je še ta proces razloži. Je pa lahko drugačen. Dobra žolna ima takole radialen način iskanja, se pravi, če bi ti stegnil svoje roke, pa takole narisal krog s svojimi rokami, bi bil to tvoj domet z žolno. Slabša žolna pa takole v eni osi z eno anteno išče dober, z drugo pa slabša. In je tak eliptičen doseg, in če se ti zdaj recimo postaviš takole en zraven druge v plazovini na to predpisano razdaljo, ker ti jo ta proizvajalec garantira, boš lahko nek pas pustil nepregledan. Ravno zaradi tega, ker imaš takole levo, desno, če imaš žolno stegneno pred telesom, boš pa pustil ta nepregledana področja. In ima tak eliptičen doseg, ta žolna. Ampak to, če recimo na delavnici jaz vidim nekega gosta s tako žolno, mu lepo na praktičnem primeru pokažem, kakšen je njegov deloven doseg, mi temu pravimo. In meni se zdi, da trenutno zelo malo je slabih žoln na trgu, samo je pa fajn, da poznaš omejitve te žolne, ki jo imaš. Pa da, pustva zdaj te čist tehnične stvari, da znaš ti označevati, če je recimo več zasutih, preklapljati in te čisto osnovne stvari. Glede tega, več zasutih. Tlele tudi z najboljšo žolno lahko tehnično pride do velikih zapletov. Prekrivanja signalov, fantomski signali, tako, če sta dva bili skupaj. V glavnem, tega se probamo na vsak način izogniti z načinom, kako se mi vzpenjamo pri turnemu smučanju, kako smučamo dol. In tle pridemo do teh zlatih pravil pri smučariji, kjer obstaja možnost za plaz, enega naenkrat izpostavimo. Če bomo imeli enega v plazovini, se mi zdi, da smo vsi sposobni ga najdeti pa odkopati. In to lahko vedno naredimo. To nič ne stane, če tako rečemo. Je pa tako, če so enemu kontroliranemu območju, kjer si sam na hribu. Če greš pa ti v Šamoniji, pa veš tam, ko se vrata odprejo, imaš pa ti nad sabo ljudi. Až smuča se severna stena, midija tam, pa to je 20 ljudi, en na drugem, to je noro.
In je tako fajn se izogniti temu, da jaz temu pravim, da si ti v enem kontroliranem območju. Zaradi tega sem se jaz tudi maknil na Balkan. Ja, sej. Ker sicer nimam možnosti zunanjega reševanja, si pa lahko sam. No, sej, tudi sem jaz videl, ne, v Švici sta se dva vodnika skoraj stepla. Ne. Ja, Je en skupino prečil, pa nad njim je pa en pa zasmučil grozno. svojo ekipo, ne, in pa je spod znoro. In, Moji ameriški kolegi temu pravijo naklepni umor. ja, To, da prečeš nad nekom. Ne. Ti si svojo sledjo, kaj si naredil, a ne? Cel pobočje na temu si ga naredil nepodprtega, ker si prerezal te plasti, zdaj le pa pride še skupino, ne, sam na tabo in s težo 6 ljudi on proba na tebe sprožati plas. A ne. Ko z majčkim znanja se ti to zdi noro. A ne, in, ja. Dejva ta del še pustiti v ta prvi sklop, dejva še mačka na drug sklop, še s temle, še k žovnam. Tudi, ko sva že v dometu govorila in o teh, recimo, ki si omenil, pri prazninah, ki se lahko zgodijo, ne, zlasti, če si sam ali pa če je manj ljudi, ki iščejo, ne, sploh če je področje veliko, je tudi zelo pomemben, če nimamo dobre ideje, kje bi lahko zasuti bil, ne, je treba izbrati zelo, oziroma je treba izbrati ustrezen ključ iskanja. Ravno do tega ne pride. Ne. In zdaj, če ti poznaš domet svoje žovne, lahko z relativno enostavno matematiko v svoji glavi relativno hitro se odločiš, kako boš se lotil sploh iskanja. Ne. Ja, tle je tudi zelo važna disciplina. A ne? Kako žovno držati za to, da boš dobil maksimalen doseg. A ne? Meni se zdi ta priporočilo vrtenje žovne tukaj gor, se mi zdi zelo napačen. A ne? Zaradi tega, ker imaš ti lahko na hrbtniku pa tle okrog stvari, ki ti tudi motijo, pa ne boš tega vedel. Maksimalen doseg je to, da imaš ti žovno iztegnjeno v roki, kjer nimaš elektronke, se pravi ure, pametnih prstanov ali pa ogrevane rokavice, iztegnjeno pred telesom, usmerjeno v plazovino. A ne? Se pravi, če sta žovni ena proti drugi, a ne, bo maksimalen doseg. Če je ta zakopana, obrnjena takole, bo že slabši, če je vertikalno še slabši. Če pa še ti takole vertikalno žovno pri sebi iščeš, a ne, da imaš zraven telefona pa vseh stvari, pa obrnjeno navzgor, imaš pa domet delovan 10 metrov včasih. A ne. Se pravi, stegnjeno roko pred sabo, pa delati vzorce z, ne vem, en tak generalen priporočil je 40 metrov med svojimi sledmi, pa od roba do roba plazovine. A ne. To, da puščaš, če greš ti cik-cak, da puščaš tlele razmak od roba do roba je napačno, se pravi, moraš iti od roba do roba. To pa si prej omenil, a ne, izbrati si način, da boš najbolj učinkovit. A ne. Ti, če imaš višino, če imaš smuči gor, uporabiš smuči, da to precik-cakaš. Če je to nek globok sneg, pa če si ti od spodaj, bo mogoče hitrejš, da daš kože gor, kakor pa gazati zdaj le 180 metrov plazovine. Tako da te odločitve so zelo pomembne. A ne. Pol pa prioritete izbirati. Če več zasutih, tako pravilo je, da sta na enega zasutga dva, ki iščeta. Se pravi, to je zadostno število reševalcev. Če temu ni zadoščeno, pa že prioritete izbiraš. Če ti priješ do nekoga, pa ga posondiraš globje od metra, pa pol greš naprej. Če ti nekoga izkoplješ do pasu, da on normalno diha, pa da ti reče, da je ok, če imaš še zasute ljudi, ne ga pustiš, pa greš naprej. Tako. To so že te momenti, na katere verjetno nihče ni zares pripravljen. Ne? Sploh, če so še... Sam so pa podatki od nesreč, recimo v Kanadi sta bila 2, pa sta, ne vem, zdaj se v mečkem zmislu, ampak od 8 zasutih sta 6 ljudi ven skopala živih.
tako. Wow, ja, Samo s to triažo, ne, pa bam. Zelo pametne odločitve sprejemati, pa zelo dobro si namisliti. Daj mi povej še mogoče, čist, ker se mi tudi zdi, včasih tudi vidim, ne, ne pri finem iskanju, no. Pri točkovnem iskanju, ne, pozicija žolne takrat, kako se takrat išče? Ja, zdajle cel čas do tega, da priješ ti do 10 metrov, imaš ti žolno stegneno pred telesom, ne. Pri 10 metrih pa ti komuniciraš s skupino, takrat, če imaš smuči gor, si jih daš dol in se zadereš sonda lopata, ne. Da kdorkoli je zraven tam, da prije s pripravljeno sondo lopato, ker boš ti zelo hitro najdel. Ko priješ ti pa do 5 metrov, zdaj že brez smuči, ne, če jih imaš, je pa zdaj najnovejš priporočil to, da se fizično da roko v sneg in je to tvoja fizična bremza, zato da greš počas. Čist golo zaradi same elektronke, a ne, ker že ona spusti ping, pa je pol tišina. Ping, pa je tišina. In ti moraš fizično omogočiti žolni, da bo zdaj dobro, natančno delala v finem iskanju. Zato zdaj priporočamo, da greš na sneg, da roko drugo daš v sneg, da sam sebe zaviraš, pa po površini snega narediš fino iskanje po križih. Ne? To je to. In zakaj je zdaj tako važno, da mi res v tistem trenutku probamo tisto najkrajšo razdaljo ugotoviti? Zaradi tega, ker si ožamo območje, ki ga bomo kopali. Kopanje je najbolj zahtevna fizična operacija, pa najdalj časa traja. In mi moramo čim bolj natančno določiti, kje je ta zasuti, zato da bomo manj materijala prekopali, nič drugega. Ja, ker tako, kje sem že zasledil tudi podatek, da če je nekdo meter globok zakopan, je treba skopati tono pa pol snega stran. Ja. Zdaj pač odvisno, kakšen sneg je bil, ne, ker pač vsi vemo, ne, ali pa vsaj med dva veva, da pač pršič je različno težek kot nek moker sneg, ampak ogromen materiala snega, ne. Prekoplješ, ne, in je tudi organizacija pri kopanju je zelo pomembna, ne, pa to, da ti lopate ne zlomaš, ne. Ja. Za nas, ki smo... Če se še lopatanja malo, če ga malo pustiva še sonda, ne. Ja. Sonda je tisti del, ki naj bi po teoriji od nas zahteval najmanj časa. A je tukaj kaj, ne vem, kaj strašno novega v zadnjem času? Edino to mogoče v Sloveniji, ki se poudarja še zmer, da se sondira z rokavicami, ne, takole pri tovariški pomoči nima veze. A imaš ti rokavice gor, ne, za tistih minuto pa pol sondiranja, ker ga boš porabil, je to čisto vseeno, ne. Če si to rokavico za ta svoj marker pustiš tam, kjer si določil maksimum. Pa to, da je pri vsaki stvari poudarjam, da si je mogoče boljše vzeti par sekund za organizacijo, pa premisliti, pa s tem prihraniti na koncu pol ure, pa jo narediti 100%. Ne. In iskanje žolno, sondiranje, se pravi, kjer ti začutiš sondo, da je nekaj mehkega od spodaj, ali da je to razlika v višini, da sondo tam pustiš. Ne. Jo ne premikaš več, probaš ne hoditi po teh luknjah, kjer je lahko luknja do zračnega žepa, kjer ta od spodaj diha, in glede na globino pol za to razdaljo pa pol nižje dol po hribu začneš proti sondi kopati. Ne. To je to. Potem pa pridemo, ali pa še to prej, ne? V mislih moramo imeti od trenutka, ko se je zgodil plaz oziroma ko je bila oseba zakopana, ne, imamo tistih statističnih 20 minut. Ja. To je še vedno 20 minut. 15 minut, ne. 15 minut. Po 15 minutah ti po tej evropski statistiki ti pada možnost preživetja 10% na minuto. Ja, to je tako kruta statistika. Ja. Imeli smo 2 leti nazaj, zato sem tudi, mislim, da enkrat pri gorskih vodnikih omenil. Enega zdravnika, gorskega vodnika, ki dela na helikopterju, smo imeli na enem izobraževanju in je rekel,
če si ti popolnoma zasut v plazu, imaš enako možnost preživetja po statistiki, kot če dobiš en strel v glavo, strelni orožje. Tako, to je kar streznito, se mi zdi. A ne? Ja. Zelo slabe možnosti preživetja. Imaš tretjina vseh umre zaradi mehanskih poškodb, a ne? Se pravi, si v terenu, a ne, ki je zelo zahteven. Pol pa ta statistika naprej, a ne? 15 minut, to je samo tovariška pomoč. Ja, reševalcev ne bo to pravočasno. Po vsej verjetnosti. Ja. Ne, če jih ni glih slučajno tam Ja. zraven. A ne? Če sva rekla žolno, sonda, lopata, nekaj si že prej omenil, da učiš pač en izmed načinov. Zanimivo mi je bilo to, kako se je v zadnjih letih doživel nek uvid, da pač tako enostaven pripomoček, kot je ena lopata, je lahko pravzaprav povzroča toliko preglavic, oziroma koliko smo bili zares lahko neefektivni. Ali pa smo neefektivni, če se tega lopatanja, ki ga kao vsak zna, ne, brez problema, ne lotimo pravilno. Ne. In to ravno iz tega, kar so že rekla, koliko snega je treba odkopati v tistem trenutku, in zdaj, če smo znotraj tistih 15 minut, ne, smo porabili čas za iskanje, žolno, potem sondiranje, zdaj smo pri lopati. Daj mi mačkam, kaj o tem pove. Generalno to, kar sem že omenil, to, kar dobiš globino zadetka s sondo, ne glede na to, na kakšnem terenu si, za to globino pa pol stran začneš kopati. A ne? Zdaj, od vsake od teh faz bi mi dva lahko debatirala tlele 1 uro. A ne? Vsekako, ja. To polje, ko vam recimo izobraževanje za gorske vodnike ga pripravim, ali pa za gorske reševalce, absolutno se spustim v te detajle. Za enega splošnega uporabnika pa nikakor ne. Zato, ker povzročiš samo zmedo. Se pravi, stran od sonde začeti kopati, pol pa organizacija, 2 od spredaj, ostali v zadej, rotira se v smeri uringa kazalca, to je tak, je vodja glasno pove. Kople se pa, če je mehak sneg, se na način veslanja, če je bolj trd, zajemaš sneg, vedno ga odlagaš nazaj, kjer se naprej dol transportira. Če je pa zelo trd, pa sistematično sekanje blokov. Vemo, da plask se sprošma ogromno energije, delci se trejo med sabo in polk se to ustavi, v parih sekundah zamrzne. In je, kot si rekel, glede na sneg, zdaj bo različna gostota tega snega, ampak normalno pripravljen uporabnik v hribih komot zlom lopato. Tako da moraš ti, sekaš bloke, biti kar nežen pa učinkovit. Tudi mogoče, ne, na trgu je en kup te opreme, pa se mi zdi, da pri teh lopatah se dostikrat gleda na to, da je čim lažje. Pa da se po možnosti še zloži, pa spravke nekam na dnu. Te lopate so neuporabne. Za vse scene. Dobra teleskopska kovinska lopata. To je to. Da se ročaj raztegne, da imaš ti neke ročice, če boš ti s tako lopatko tam noter šaflov, ne bo nič. Tako da to, pa ne se bo vsak sam odloči. Jaz ne bom tle pri uri. Ja, absolutno. Ampak a bi mogoče po izkušnjah, tudi ker si pač hodil po svet, pa ker recimo tudi, ne, mogoče lahko tudi kaj poveš po različnih koncih sveta, imajo tudi odnos do plazovne varnosti različen, tudi mogoče kakšni protokoli so ne neki drastično različni, ampak skratka, mogoče so določene specifike. A je pri lopati nujno imeti tudi preklop za 90 stopinj v neko to matiko, mode, če grdo rečem, a bi to priporočil ali ne? Ni treba. Ni potrebe. Ne, sam zato, da je dost velik ta del lopate, da je močna, da ima teleskopski ročaj. To sem tudi videl na Aljaski, recimo, ko smo delali, smo imeli na hrbtniku orang lopate, tako res ta najmočnejši, kar se je dalo dobiti. To je ena stvar, ki si omenil, razlike. Na Aljaski je bila razlika to,
da nisem delal z licenciranimi vodniki, ampak v glavnem ski patrolerji. Se pravi, ljudje, ki so vsak dan po sneženju šli na teren, pa na ista mesta metali eksploziv. In je dejansko videl skozi sezone, ker so delali po par let na istem območju, s kakšnim vremenom, kakšen snežen profil, kakšen rezultat. In to ti odpre oči, tega znanja mi nimamo. Mi, kar lahko dobimo, ta znanje so pa te sestanki po dnevu, ko operiramo na terenu. Tam, kjer ti govoriš z ostalimi vodniki, kjer se zbira informacije, ti si s tem lahko delaš to sliko. In tle se mi zdi ta razlika med ameriškim pristopom pa evropskim. Evropski gorski vodnik sprejema odločitve v glavnem po informacijah, ki jih dobi iz površine snega. Po tem, kar ti vidiš na površini. A je spihan, a je leden, a je opast, a bo za opastjo ta stvar. Veliko manj se pa kople v snežen profil. Američani pa radi kopljejo. In tudi jaz zadnje leta ogromen kopljem, tudi zaradi tega, da goste izobražujem, da jim odpreš oči, da včasih, kadar je res slabo, narediš test, pa poč, matematično smo dokazali, da je slabo. Kire metode pa uporabljaš? Oziroma... Najprej profil, čist primitivno s prstom določam plasti noter, trdota, pest, 4 prste, 1 prst, konica svinčnika. Pol naredim, to je za širino 6 lopat, to se naredi tlele ob strani noter, odrežem v ECT test, se pravi 30x90, maksimum 125 globina. Prej naredim ECT test ob strani, naredim ta za zgornjih 30 cm, izoliram 30x30 cm blokec, ga vzamem ven z lopato, pa tako lepo od lopato potrkam, da vidim, kaj se dogaja z zgornjimi plastmi, ki jih bom potlačil med tem, ko delam ECT test. In pol na kombinaciji teh dveh testov dobiš rezultat, ki imaš ti šibko plast, pa njeno reaktivnost. To je pa v 10 minutah dobiš to. Mogoče sam povejva to, da govoriš CT metoda, to je tako imenovana kanadska metoda, ne? Ja, compression test. Compression test, ECT pa extended compression test. Compression test je 30x30 cm, izoliran blok do maksimalne te globine 125. Extended compression test je pa 30x90. In tam pa tudi gledamo, ali se napolka razširi samo pod lopato, ali se razširi profil, ali pa se razširi čez celoten profil ob določenem udarcu. In da gledaš pa to reaktivnost plasti, se pravi, bolj je gladka, bolj je reaktivna, bolj je nevaren. Hitrejši ti poč, bolj je nevaren. Nikakor ne učim po temu, da zdaj do 15. udarca je pa v redu, pol je pa slabo, zaradi tega, ker če naredimo profil 2 metra stran, bo drugačen rezultat. Itak, Ampak je to samo en puzzle, v tem, ga ti sestaviš iz vremenske napovedi, plazovne napovedi, pa s temi informacijami, ki jih zbiraš na terenu. Spet bi nekaj pustila še za pol za ta drug del. Mogoče še to, na enih cajtih, ko smo alpinistično šolo delali, recimo teh kanadskih testov še ni bilo, mi smo se učili norveško metodo, pa švicarsko metodo, sploh švicarska metoda je v bistvu še kar sitna, ker je toliko dela, da jo upraviš, mogoče niti ne bi razlagala, zlasti, ker so tele dve metode, ki si jih ti opisal, pa so bili hitrejše, pa ne pomeni pa to, da sta tiste druge dve slabi. Pri norveški metodi je pa verjetno tudi še čisto aktualna, samo jo moraš pa res dobro, moraš vedeti, kaj delaš, tudi ustrezno lopato moraš imeti, ki je pa sploh ne vem, a jih še kje prodajajo. Ja, dinamometer ni več prisoten v lopatah,
plus to, da moramo ta svež sneg na vrhu odstraniti. Ja. In ti dejansko samo gledaš, kako dobro so vezi med sabo zvezane, plus to, da moraš biti dober v določenju teh plasti, da daš raven za to plast vzati lopato. Tako da se mi zdi, da dobiš mogoče, da sta kombinacija teh dveh metod, ki sem jih opisal, bolj učinkoviti. Povej mi, a ti nosiš s sabo žagco za rezanje recimo tehle stolpičev, stolpcev, stolpov, ali imaš samo vrvico, ali ti je lopata dovolj? V glavnem imam vrvico za rezati. Vrvico z vozli. To jo sam narediš? Ja, prusik, ne vem, 3 mm. Ja, ne sme biti predebel. Ja, Ne, pa vozle gor, zato da lahko tudi čez kakšno malo požagaš. ja, malo tršo plast skozi prideš. Je pa treba biti previden, ne, ker pač te ne zarežeš noter, ne, v strukturo. Dobar, sej, to je svoj. Tle ja, ogromno enih stvari, ampak tako je, na koncu je zelo preprosto. Če ti slediš temu postopku, kadar recimo na heliskiju, si lahko to prvošam, ker ne nosim tega ruzaka cel dan, ki je za vzpon v košari. Takrat tudi žago se dostkrat vzame, sploh direktor za sneg jo ima s sabo, plus ostale stvari, za lupo, pa gledati to preobrazbo kristalov, termometre. Ampak ja, če pa vodam, pa turna smučarija, imam pa vrvico, to je to. Tako, kot si že rekel, ne, tudi tale najem pogovor, to mogoče je zdaj čez en tak disclaimer, ne, tole ni zdaj nek učbenik, audio učbenik, mogoče bolj povabilo k neki za tiste še bolj na začetku, recimo turno-smučarske poti, povabilo na neko plazovno delavnico, ker to, kar midva govoriva, so mogoče osnove ali pa kakšna novost, je pa to samo delček, ne, Ja. neke širše cele zgodbe. Ne. Jaz zmer pravim, da je osnovna plazovna oprema je žolna lopata, sonda, četrti element je pa znanje, in to vseh v skupini, ker plazovi ne izbirajo, lahko vodnika zasuje, lahko prvega, drugega, tretjega, 15. In je, če nimamo vsi znanja, nismo učinkoviti. Zato je to odlična investicija. Lej, če imate prijatelja, s katerim smučajte za rojstni dan, mu kupite najboljšo žolno, ker to ste sebi naredili dobro stvar. Pa plačajte obema eno plazovno delavnico pred sezono. Je super stvar. Ena stvar, ki sem jo jaz tudi skozi ta leta, ki tudi jaz kakšno tole plazovno delavnico organiziram, pa tudi, ko vidim ostali, ne, in tudi potem po feedbacku ljudi, je to, da ne gre samo, da se ti tam tehnično učiš določene stvari, ne, ampak se mi zdi, da ena ključnih stvari je tudi to, da se v bistvu zavest naše dejavnosti in nevarnosti, ki paše v pač to zgodbo, zdaj konkretno govori o turni smuki ali kakršnem koli smučanju po gorah, pač dvigne. Ne? Da ti se enostavno, ko greš skozi to, ko delaš snežen profil, ko vidiš tam neko ledno lamelo, recimo, pa se pol spele, ne, pa shit, to je pa res nevaren. Ne? In se ti mogoče tudi zavest, da je stvar resna. Ne? Resna in da je treba enostavno sprejemati prave odločitve. Pa zdaj pa tisti del, ne? Zdaj sva recimo tako na kratko malo se dotaknila tega, če pride, ne? Kar dobro sva se. Kar dobro sva se, ne. Če pride do plazu, zdaj pa kaj pa narediti, da ne pride do plazu, ne? In že mogoče še kleje pod vprašanje, kaj narediti že doma? Ja. SnowSafe je zelo dobra aplikacija za ta naš področje, da samo klikneš na to mesto, kamor greš, pa dobiš plazovno napoved. Pri nas je Arso, zelo dober vir informacija, ne? Se pravi plazovna napoved, pa napoved za hribe.
pol imamo svojo avstrijsko, svojo francosko, švicarsko te stvari. En Interreg program je bil, Crossrisk je bil tudi narejen, kjer so te stvari združene, pa neka platforma je tudi, ki se je zelo dobro prijela pri Skandinavcih, kjer različni uporabniki pošiljajo svoje informacije na to platformo, pa si lahko tam pogledaš. Da, če greste v Tromso ali pa če greste v Lingen ali pa na Lofote smučat, poglejte si te stvari, absolutno, preden greste gor. Vremensko napoved, ena dobra aplikacija se mi zdi, da je Windy, kjer lahko ti primerjaš te različne modele. Je pa tle treba biti, gledamo vremensko napoved, pozoren na rdeče zastave, ki jih že vidimo. Se pravi, sneženje, obremenitev snežne odeje mora biti zaradi utoplitu, se pravi spremembe temperature, veter. Če se spomniš Dušana Polajnerja, on je za mene še zmeraj oče plazovne varnosti v Sloveniji. On je nas, ki nas je imel na izobraževanju, je rekel vreme, predvsem veter, arhitekt plazov. To je dejstvo. In spremljati vremensko napoved, pa detaljno prebrati plazovno napoved. Se pravi, pri plazovni napovedi imamo zdaj tako, da ti že infografika pove, na kateri nadmorski višini je ta višja nevarnost, pa kateri je glaven problem zdaj v sneženem profilu. Ampak dajte si prebrati to pa razmišljati. Pa meni se zdi to, da je to lahko ena zabavna stvar, da se ti tudi te terminologije majčkeno naučiš pa tako. In preden greš na teren, si narediti plan, pogledati recimo v aplikaciji, ki jo imate za navigacijo, kateri je najbolj nevaren del. Se pravi, če imaš ti neko izpostavljenost nad tabo, kateri je najbolj strm del, predvsem na vzponu, da nisi tam preveč izpostavljen, da si ga označiš, pa si glede na to naredi tudi plan B pa C, da se tam odločiš, če tlele ne bo šlo, če ne bo v redu, če vidim znake nestabilnosti, grem pa lahko na tale hrib tlele gor, recimo, ali pa obrnem, pa 15 minut dol, pa tle gor, recimo. Ta priprava doma je zelo pomembna. Pol pa smo pa na samem terenu, tako kot so že rekla, te pa sam teren vod. Ko boš ti sprejemal odločitve, delaš te hitre teste, zapadaš palco noter, spremljaš debelino teh plasti, z roko delaš hitre teste, ko hodimo s turnimi smučmi, naredimo zmer pobočje za te vrhne plasti, nepodprto, stopaš samo majčkeno čpuro, obremeniš, vidiš, če ti kaj poč, spremljaš zvok te stvari. Če ti ni pa jasen, pa skoplješ noter, pa narediš test, je pa še ena informacija. In to je ta sestavljanka, ki so jo že omenila, da jo skozi sestavljaš. Ja. In tako se mi zdi, dobro, saj pri nas v naših hribih, pač naše gore so take, ki so, tako se mi zdi, se redko vidi, da bi se recimo neka skupina turnih smučarjev zelo razpotegnila, da bi to neko varnostno razdaljo tam, ker je pač konfiguracija taka. Že v Avstriji recimo, ker so te 3000-čaki. Večja pobočja. Pa to tudi en tak zelo, še enkrat, pocen, rekel trik, ampak neka taka stvar, ki nas nič ne stane, ampak kot si že rekel, če že se zgodi plaz, je boljš, da enega odnese namest 5. Boljš, da 5 ljudi išče enega, kot en 5. Ja, to. Tudi recimo ta razmak, Lahko smo mi na ravnem terenu v eni terenski pasti noter, pa imamo nad sabo pobočje velik, tudi tam ga naredimo, ne samo, če smo že mi na pobočju. Če prideš ti, ki je visoka nevarnost za plazove, pa se odločiš, da boš v gozdu smučal, prideš do ene čistine, to je znak, da je tam plazovnica. Greš čez to čistino eden po eden, pa se gledaš. Probaš prečati te poti plazov čim više gor, zaradi tega, da imaš nad sabo čim manj tega materiala, ki te lahko odnese. Par je še teh zlatih pravil, ampak ne bova zdaj vseh. Ja. Mogoče edin to bi izpostavil še jaz, da
kadarkoli se zdaj neka ekipa zbere, da se res premisli, kakšni stopni izkušenosti, znanja in usposobljenosti vsak posameznik in kakšni smo kot celota. Pustimo zdaj vodniško vodene ali pa nadzorovane ture, ki se v četrtek zmenimo, pojmo v soboto nekam, a znajo, prvič seveda, imajo vsi opremo, so potrebno opremo, a jo znajo uporabljati, ali samo jaz znam uporabljati. Že to so neke stvari, ki morajo vplivati na izbor ture. Ja, se to. A še pa zdaj že, recimo v Avstriji, čist zadost snega za 10 lahkih tur, kjer naklonina na celi turi ne bo več kot 30 stopinj. In s takimi stvarmi začneš. In ena stvar je to, da prioritiziraš na začetku varnost pred kvaliteto snega. Da ti ne greš za vsako ceno za nek napihan sneg iskati, ker bo boljša smučarija od tega, da boš mogoče malo pospihan mu zdaj ti dol mogo smučati. Ja, ker še ena stvar, ki je danes tudi, pa je tudi mogoče že malo zlajnan, pa tudi se ne bi preveč zatikal to, ampak še ena pomembna stvar se mi zdi, da smo previdni pri iskanju informacij in podatkov o razmerah in o turah nasploh. Ja, naprimer pri nas taka platforma je Snežaka, in ta občutek varnosti tam je zelo relativna stvar. Preprosto moraš biti tle previden pa dober ocenit. Jaz še zmer verjamem, da ljudje to znamo dobro. Sej noben noče iti na zadnjo turo, za vikend. Ja. Daj mi povej še to, kako ti pripraviš svoj ruzak. Pa ne zdaj čisto kot vodnik, tudi če gre sam na turno smuko, recimo prej si hčera omenil, kaj imaš ti noter? Dnevna turna smuka, pri nas recimo. Vedno imam en ekstra kos toplega oblačila. Se pravi, eno puhovko, ki jo ne planiram na sebe dati med tem, ko bom aktivno hodil ali pa smučal. V primeru, da se moram neko usesti za 1 uro ali pa da se karkoli naredi, da s tem lahko tudi prebivakiram, če tako. Navadil sem se imeti bivak vrečo, ki lahko naredim v transportno vrečo tudi. To imam vedno s sabo. Pol imam prvo pomoč, čiste osnovne stvari, da imaš not nekaj, da lahko zaustaviš krvavitev. To je, se nekaj prereže s kanto, recimo, ali pa se udaraš v eno skalo v drevo, da se to zrihta. Tle so čiste osnovne stvari in povoj, pa par noter flajštrov, to je to. Zato, da je še zmer lahko. Topu čaj, zmer manj termosko, pa topu sladek čaj. Če si podhlajen, s tem, da boš svoj metabolizem zagnal, s tem sladkorjem, s toploto, se boš veliko hitrejše ogrel, kot pa z eno mrzlo vodo. Pol imam sončna krema, to časti celo zimo na snegu, zelo fajn se je namazati tlele pa nos, da nismo pol kojni Tibetanci, hodimo po hribih. Dobra sončna očala, smučarska očala, fajn je imeti obojna, zato če ene zgubimo, recimo, da imamo še zmer eno zaščito pred soncem, pa pred vetrom, pa rezervne rokavice. Ostalo je pa pol žolna lopata, sonda, pa zelo lahka čelna svetilka. To je pa to, če bi za sebe zdaj le šel. Ja, tudi ne zamer, če sva slučajno kakšen kos pozabila. Ja, sam realno to spakiram. Pol za vodenje je pa majčkan večji ta nahrbtnik. Pa še kaj zraven. Ja. Zdaj, ko bodo prazniki, a si zelo delaven, ali boste šli družinsko kam? Do 27. decembra delam, pa si bom vzel
Ja. prosto čez praznike. Kaj pa to pomeni zate? Te kam šli? Ja, gremo nekam na sneg. To je to. Na sneg, smučkat. Ja. Jaz vem, da si ti, ne, mi dva sva zdaj zelo veliko se pogovarjala o smučanju, pa o plezovni varnosti, nevarnosti. Ne. Nekaj si sicer omenil o mladih, norih letih, ne. Prihajaš iz okolice Bleda, iz gori, ne, tam ste znani gorjani, zelo dobri alpinisti, od tam tudi marsikdo te pozna, da si svoje dni zelo veliko, ne samo smučal, tudi zelo veliko dobro plezal, ne. Splezali ste na Fitzroy, če te zdaj v enem stavku, če se ti nekaj utrne iz tistih časov, bi kaj izpostavil. To, da nas je bilo ena taka majčkna skupnost, da je bila takrat, ko smo naredili vse v življenju za to, da bi plezali. Jaz sem recimo ena taka stvar, v osnovni šoli sem dobil Zoisovo štipendijo. Mene so prepričvali od ravnatelja, pa razredničarke, pa psihologinje, da grem na najkero gimnazijo. Jaz sem se načrtno vpisal na srednjo lesarsko šolo, ker sem vedel, da bom odličen, da bom dobil dodatek, pa da bom lahko kadarkoli frej. Tako, imeli smo strukturiran plan. Pa en fokus, plezarija. Čeprav to zares ni slabo, imeti plan že takrat, ne? Ja. Kakršen koli že je. Revolucija je bila, ko smo recimo dobili na uporabo 25 let staro Toyota Corolla, sicer vsi brez vozniškega izpita, ampak nam je od kolesa, ko smo hodili v glavnem samo v krmo plezati te velike stene, smo si kar razširili ta območje teh alpskih dolin. To pa takrat res smo bili s srcem pri stvari. Imeli smo eno garažo, pa v beton navrtane oprinke, pa je bilo pozimi -10, pa smo še zmeraj tam noter. Pa ste šutali. Ja, to je bilo to. Simpel življenje. Ajde, še eno stvar, ki je pa nama zares skupna iz dveh stališč, in sicer oba sva v Himalaji plezala na isti vrh. Ti si prišel na njega, jaz ne. Oba sva plezala pa z istim človekom. Jaz 2005, no jaz sem bil že en let prej z njim. Ti si pol 2006 z njim to dokončal. Splezala sta novo smer, severozahodni. Ja, greben. Steber, na Jana Kčuli, to je bil, vidva sta upravila prvi pristop tudi na vrh, po super smeri, in sicer, ne, če zdaj pa lahko rečem, ne, oba sva imela veliko srečo in čast, ne, da sva z Andrejem Štremflom šla plezati. Mogoče še na kratko tvoja izkušnja, tiste odprave. Ja, tako, ena stvar, ki mi jo je dal Andrej za življenje, lahko rečem, je njegova skromnost. To mi tudi zdajle, ravno na temu izobraževanju, ko sem ga imel v Makedoniji, so mi rekli: Rok, ti si pa tako, pa mi, na istem nivoju smo. Zmer, kadar pride en Francoz, Švicar, IFMG, vodnik, imamo občutek, da je on tle gor nad nami. In to sem jaz res začutil pri Andreju. Mi, da so bila tam naveza, bila sva enakovredna. Absolutno, jaz sem do njega čutil ogromen spoštovanje, ampak po drugi strani pa on meni isto to vračal, in to je bila meni ena taka oaza, se mi zdela takrat v alpinizmu. Njegov pristop, tako, njegova filozofija, in mogoče to največ, kar sem dobil od vseh odprav. Lepo, ja. Ja, nič, Rok, hvala za tale obisk. Mislim, da sva bila, oziroma predvsem ti bil zelo poučen. Veliko lepega, lepe praznike, naj pade snega, ne, pa vse dobro tebi in tvoji družinici. Ja, jaz vsem tudi želim predvsem mirne praznike, naj si izberejo lahke turce takole na začetku sezone,
pa čestitke vsem, ki do konca pogledajo tale podcast. Eto, pa imamo izziv. Hvala. Hvala, Miha.